Spoštovane dame in gospodje, dobrodošli na snemanju televizijske oddaje Polka in Majolka. En lep dober dan. Želim vsem skupaj, tem krajanom, tej dvorani. Prihajamo iz Društva hmelarskih starešin in princes Slovenije, tako da smo 50 po vrsti, kar nam je posebno čast. Zdaj pa bi še dal besedo moji princesi. Dober dan, še v mojem imenu lep pozdrav. Je starešina že skoraj vse povedal. Ampak, vidva sta rekla, da bosta danes vidva tole vodila, če se prav spomnim. Ja, okolikor bo potreba, če voditelja ne bo, se bomo tudi potrudili. Ja, jaz prav lepo pozdravljam starešino in princeso Hmelja, šele Stanislava in princeso Moniko Jelen, en lep pozdrav in pa seveda dobrodošla tukaj v naši oddaji. Povejte mi, kako je dobiti naziv oziroma naslov starešine in princese. Je tu kakšen izbor, ker mislim, izbor je bil kar v redu, sicer za vas nisem vedel, da boste taki starešina, ampak v redu. Takole bom rekel, mene so izbrali kolegi hmelari in starešine na pobudo vseh hmelarjev Savinjske doline. Moniko so pa izbrala podeželska mladina Spodnje Savinjske doline. Super, en aplavz še za Moniko, ja. Pa lahko tudi midva z Suzano kandidirava za kaj podobnega? Mislim, to vprašanje bo pa Monika odgovorila. Aha, Monika. Ne moreta, ker mi dva morava obvezno imeti, oziroma kdor je starešina in kdor je princesa, mora imeti obvezno doma hmel, pa da bi se še ukvarjal tudi z nečem drugim, kot se mi dva ukvarjamo. Ja, dobro, hmelja nimam, ampak imam pa pivo pa predvsej v hladilniku. To pa ni dosti. Hvala lepa in me veseli, da sta si danes vzela čas in sta prišla. Lahko se usedeta tukaj med občinstvo in uživata vse tisto, kar smo danes pripravili v naši oddaji. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala lepa. Ja, Spodnja Savinjska dolina je dolina hmelja in zato najdemo v teh krajih dolino zelenega zlata. V Savinjski dolini je reka Savinja, hribi, gričevja. Tukaj je namreč veliko kulturnih in naravnih znamenitosti. Seveda pa je tukaj tudi veliko glasbe in plesa. Pa pričnimo s pozdravom iz Savinjske doline. Z nami so, kdo že? Prijatelji? 6 iz 6. Še zeleno zlato. Pridi, če prideš avgustu, avgusta tu hmel zadiši. Von trko grenaka opolje, povsod po zraku visi. Najbrž brez vabila, zapojemo skupaj še mi.
prideš najbrž brez vabila, zapojemo skupaj še mi. Če prideš najbrž brez vabila, zapojemo skupaj še mi. Dobrodošli, seveda, dragi gledalci in gledalke širom Slovenije. Pozdrav iz Savinjske doline, pozdrav iz kulturne dvorane Vrbje. Najprej tudi pozdrav vsem občinam, ki se bodo danes predstavili. Braslovče, Polzela, Vransko in Žalec. En velik aplavz. In prav lep pozdrav namenjamo županom vseh teh naštetih občin. Začenja se pot po spodnji Savinjski dolini z glasbo, petjem in plesom. Zato na oder vabiva harmonikarje Davida Strojanška. Pod planoto Dobrovlje. Ob reki Savinji in med zelenimi hmelišči se odpira pogled po občini Braslovče, eni najstarejših naselij na Slovenskem. Preden pa pridejo naslednji nastopajoči na oder, pa si bomo ogledali kratek film o Braslovčah. Občina Braslovče leži v zahodnem delu Savinjske doline. Po velikosti spada med srednje velike občine. Njena velikost je okoli 5000 hektarov, ima pa okoli 5000 prebivalcev. V zadnjih letih število prebivalcev narašča. Sedež občine je v Braslovčah, ki je sklenjeno obcestno naselje na terasnem pomolu pod obronkih planote Dobrovlje. Staro trško obrtno naselje nima industrije, vendar je prebivalstvo kljub kmetijski okolici neagrarno. Braslovče naj bi dobili ime po knezu Braslavu iz konca 9. stoletja. Prvič se kraj omenja leta 1140. Braslovče so dobile v drugi polovici 14. stoletja tudi trške pravice. Med najpomembnejšimi letnicami sta tudi leto 1992, ko so Braslovče prejele priznanje Evropska vas, in leto 1998, ko so Braslovče ponovno občina, ki obsega krajevne skupnosti Letuš, Trnavo, Gomilsko in Braslovče. V občini najdete kar nekaj zgodovinskih in zanimivih objektov. Župnijska cerkev Marijinega nebovzetja je nekaj posebnega, saj je ohranjeno nekaj predromanske zasnove. Legant je nekdanja lovska postojanka celjskih grofov, v zgodovini Braslovč pa je ohranjena tudi obrt iz tistih časov, na kar opozarja strojansko obrtno znamenje. Na bogato zgodovino občine nas opozarjata tudi dvorec Žovnek iz leta 1816 in grad Žovnek iz leta 1120. Grad še danes varujejo 9 metrov široki jarki, obzidje in stolpi. Grad, ki je vreden ogleda.
Ko se boste peljali po občini Braslovče, pa prav gotovo ne boste mogli zgrešiti Braslovškega jezera, ki v poletnih mesecih oživi. Če pa si boste v tej prelepi pokrajini zaželeli piknika, pa nikakor ne smete zgrešiti turistične brunarice na vzpetini nad jezerom. Sicer pa lahko obiskovalci uživajo še v lepotah Preserškega ribnika in Žovneškega jezera. Še veliko lepih naravnih lepot je v občini Braslovče. Kar nekaj lepih kozolcev, hiš, mlinov in pašč nam daje slutiti, da se nahajamo v občini polni narave in kulturne dediščine. Med odprte, poštene in dobre ljudi lahko pridete tudi med tradicionalnimi sejmi, ki so v Braslovčah vedno dobro obiskani. Tu so velikonočni, jesenski in božično-novoletni sejmi ter številne prireditve. Ja, sedaj pa se bomo z enim velikim zanimanjem ogledali, kako plešejo najmlajši Braslovčani. Ja, predstavlja se nam namreč folklorna skupina Srajčice iz kulturnega društva Gomilsko. Pozdravimo na odru Srajčice! Spodleti jaka, pa odrek zleti. Aha, Mateja, hruške prodaja, hruške se gnije, Mateja pa pije. Aha, metoda Neroda po lojtri je šla, se lojtra zlomila, je padla na tla. Aha, Ana Podgana, medvedova hči, bi se rada možila, medveda še ni. Pa so jih. Ja, takole, jaz mislim, da so si res zaslužili en velik aplavz. Sicer pa najprej mi povejte,
kako se počutite takole pred kamerami, pred občinstvom in pred ostalimi, ki vas bodo zdaj po televiziji gledali? Ja, moram reči, da so bili otroci in obe mentorici smo bili zelo navdušeni in smo se z veseljem odzvali povabilu. Sicer pa čakamo trenutno na nove folklorne kostume, zato smo žal danes mogli nastopiti brez kostumov, jih bomo pa pokazali na območnem srečanju otroških folklornih skupin v Žalcu. Tako da Super. Pa še kdaj v naši oddaji, ne? ja, seveda, upam. Sicer pa imate zanimivo ime Srajčice. Zakaj Srajčice? Ja, odločili smo se, da predstavimo mogoče del otroškega oblačila, ko so tudi imeli srajčice, tako da ni še bilo zasedeno ime, pa smo se kar za to odločili. Super, en aplavz si to zasluži. Zdaj pa bomo malo mi zaslišali. Povej mi takole, čisto po resnici, imaš kaj treme? Ja, malo že. Aha, dobro, pa nič za to, ne? Si rekel, da ko boš malce odrasel pa tako naprej, boš namesto mene polko in majolko vodo, a ne, da si rekel? Lahko. No, evo, super, se gre. Suzana, ti boš pa nekaj tole punčko vprašala. Abjo, kaj bi pa ti meni povedala? Naprimer, povej mi, a rada plešeš? Ja. A zelo rada plešeš? Torej je ples vse, kaj rada delaš, ali delaš pa počneš še kaj drugega? Počnem tudi kaj drugega. A mi zaupaš kaj? Rada se igram, pa pojem in tudi rada in tudi nastopam zelo rada. No, to smo čakali, ne? En aplavz. Ja, midva pa še povejva, na kateri osnovni šoli so ti učenci? Ja, otroci obiskujejo, so stari od 7 do 12 let in obiskujejo podružnično osnovno šolo Gomilsko, tako da smo zelo veseli, ker lahko uporabljamo tudi prostore šole za vaje. Hvala lepa in upam, da se še kdaj vidimo. Hvala vama. Hvala lepa. Veliko lepega in zanimivega vas čaka v občini Braslovče, seveda, če boste leto občino obiskali. Ja, res je tako. Dvorec Štrovsenek, grad Žovnek, Braslovško in Žovnečko jezero, ribnik Presarje in še veliko drugega. Ja, eno najbolj prepoznavnih imen Braslovč pa so zagotovo krajcarji. Mogoče zato, ker so takele postave približno kot jaz, kjer imajo klobuk tako kot jaz, ampak ne vem, če bi me med sebe sprejeli. Zaploskajmo krajcarjem! Včasih nas skrivaj zalotim se, ko sanjam, kako v bogatstvu in denarju svet živi. Nekje globoko v srcu spet zavidam tistim, ki so veliki in ne vidijo ljudi. Včasih nas skrivaj zalotim se, ko mislim, da bi kot drugi tudi mi tak močni bili. Še kmalu pa spoznam, le tu je sreča prava, ko vidim polje in njem glas je, ki zori. Ponosni smo na svoje korenine, na zemlji delno zrasel je slovenski rod. Minile so premnoge mrzle zime in nove meje so želeli mnogi tod. Ponosni smo na svoje korenine, s viharjem vetrom je potem pomlad prišla. Če tudi majhni smo, zdaj naša pesem lepa, se čuje prek bregov in svet vrhov gora. Nad mestom že večer prižiga prve zvizde, v meni tisti se spomin na čas budi. To noč prekrila je življenja naših dedov, a zdaj v miru vnuk vsak lahko zaspi. Ponosni smo na svoje korenine, na zemlji tej nam zrasel je slovenski rod. Minile so premnoge mrzle zime in nove meje so želeli mnogi ton. Ponosni smo na svoje korenine,
Z viharje vetrom je potem pomlad prišla. Če tudi majhni smo, zdaj naša pesem lepa, se čuje prek bregov in vseh vrhov gora. Če tudi majhni smo, zdaj naša pesem lepa, se čuje prek bregov in vseh vrhov gora. Ja, ponosni ste na vaše korenine. To so savinjske korenine ali kakšne druge? Ja, predvsem na naše slovenske korenine, ne? Sicer pa lahko rečemo, da ste en zaščitni znak Braslovč. Vsi vas poznajo, rečejo, evo krajcarji, ti so pa z Braslovč doma. Ja, verjetno, da smo že toliko prevandrali, prešpilali po Sloveniji, pa tudi še kje drugi, da nas predvsem vse posod kar dobro poznajo že, ne? Super. Kaj je pa novega pri krajcarjih? Kakšne pevke nimate, nič na novo ali kako pri vas? Smo kar sami fantje, še zmeram ostali, za pevke se še nismo odločili, ne vem, kaj bo v prihodnosti. Sicer bomo dale čez par dni dobili nov CD, 5. po vrsti in naslov tega je Ponosni smo, ne? Ponosni smo in ponosni ste na vaše korenine. Kdaj bo izdaja CD-ja? Mislim, da bi mogel cirka 14 dni biti že odzunjeno. Dobro, potem takrat, ko bo, se bomo ponovno videli, da seveda pokažemo CD. Ja, zdaj pa še ena pesem, katera bo to? Srebrne poti. Srebrne poti in krajcarji, dajmo jim en velik aplavz. Med vinogradi se včasih sliši znan napev, pesem črička, ki večer ga prebudi. Tu nekoč poslednjič semle tebe jaz objel in izgubil kar najdražje sem imel. Šelestijo kot nekoče stare jablane, plesu vetra listi tiho se blesti. Nad poljane najine mladosti pa gre spet morje zvezd, ko vsi spomini se budi. Srebrne poti sva nekoč tu oba prehodila, ko padla je temna noč in naju pokrila. Srebrne poti sva nekoč tu dvoje spoznala, a najina pot je vidno povsod le temo iskala. Poti sva nekoč tu dvoje spoznala, a najina pot je vidno povsod le temo iskala. Šelastijo kot nekoče stare jablane, blizu vetra listi tiho se blesti. Najine mladosti pa gre spet morje zvezd, ko vsi spomini se budi. Morje zvezd, ko vsi spomini se budi.
Ja, mi se bomo k krajcarjem vrnili še potem ob koncu naše oddaje. Tako je, Mitja, ampak jaz imam nekaj še zapovedati, ne? Braslovče ima 5000 prebivalcev, ki so pridni, delavni in imajo velik posluh za glasbo. Ja, in tudi člani ansambla Dobrovnik se tokrat predstavljajo kot Braslovčani. Rekli so, ne vemo, kam bi se dali, pa se bomo dali kar v 2 občini. Znajdejo se pa. Pozdravimo na odru in tudi prvič v naši oddaji, Brate Dobrovnik. Sprašujem se, in zakaj ni moč zopet vrniti se. Spomnim se na dom in na otroštva dni, časa pa kolo se le naprej vrti. Pod planino še hiša stoji, tudi jablana zopet cveti, a na oknu je cvetove nil, von po kruhu pa viter je vzel. Mečka pičo hladila se je in nihalo ustavilo se, pismi mami ne slišati ni, le spomina mladoše živi.
časa pa kolo se le naprej vrti, kakor ptice v svit, smo odleteli vsi, solze mamine, srca shranili si, pod planino še hiša stoji, tudi jablana zopet cveti, a na oknu je cvetlo venil, von po kruhu pa viter je vzel, mečka pičo hladila se je in nihalo ustavilo se, pismi mami ne slišati ni, le spomina mlado še živi. Pismi mami ne slišati ni, le spomina mlado še živi. Ja, mi se vračamo nazaj k harmoniki. Tako je. David je član ansambla Krajceri, ki pridno prenaša znanje igranja harmonike na druge. In tako nastane pravi harmonikarski orkester, ki se bodo sedaj predstavili v živo. V živo. Pozdravimo harmonikarje iz Braslovč. Ja, tukaj pa smo se zbrali ob tej polni mizi.
Tukaj je Društvo podeželskih žena Braslovče, dajmo jim en aplavz. Lepo so vse pripravile, zdaj, če bi jaz šel od začetka do konca, potem imamo oddajo prekratko, ker bi rad probal vse. Se v to bo še kaj ostalo? Bo. Bo, super, ja. Sicer pa, katera bo sedaj predstavila, ta gospa, ko mi kvačka te nogavice, bo do konca oddaje vsaj ena? Upam, da bo. Super. Zdaj pa malo mi dva predstaviva Društvo podeželskih žena Braslovče. V našem društvu nas je zelo malo, ampak kolikor nas je, so pa pridne, pa delovne, pa me ubogajo. Aha, se pravi, ste prave Savinjčanke, ja. Dobro, ubogajo vas, aha, super. Koliko vas je? 18 je število članic, ampak se veste, nikoli vsi ne moramo biti skupaj, pač kolikor lahko, delamo, kolikor delamo. Povejte, če se slučajno pojavi kakšen moški, ga tudi sprejmete v Društvo podeželskih žena? Celo podpredsednika imamo, moškega. Super. Škoda, ker nimam zdaj župana, tukaj bi ga vprašal, če bi se tudi on vam pridružil, dobro, nič za to. Sicer pa povejte mi, kaj vse delate pri vašem društvu, kar veliko je, vidim, da ste celo nekaj pripravile, tudi napekle ste nekaj, to je vino ali je sok? Vino. Ha, dobro, samo vprašam. Takole, grem jaz takole tukaj na začetek, da vidimo, kaj gospa dela, takole, boste tole malo takole dvignile na našo kamero. Mi dodelamo ene take rožice, ne? Take dišeče, suhe rožice. Res diši, super. To so zdaj, kako ne rečem, pomladne rožice, ne, zdaj za ta zimski čas. Ne bi rekla, glih pomladne, univerzalne. Univerzalne rožice, dobro. To se vse naredi iz papirja. Super, dobro. Bomo potem videli. Aha, mi dva pa delava kaj? Mi vadimo pa s križcem. Bova tole malce takole dvignila, ja, na kamero, da bomo videli. Aha, se pravi, to bo tudi nekaj nastalo, tudi neke rožice. Pomladne rožice, dobro. Povejte mi, katera je pa napekla vse tole, to ste pa vi? Ja, ponavadi sem jaz ta prva, koliko je taga zmorem. Aha, vi imate čas doma, ja. Aha, dobro. Sicer pa malce povejva, tisto tam je savinjski želoček? Ja, spadamo pod Savinjsko in se že začne pri nas tudi zoreti. Super, kruh je domač? Domač. Čebula ni domača, čebula je kupljena, dobro? Ja. Aha, kakšne lazanje nimamo od kakšnih stvari, to zdaj ne paše, dobro. Tukaj imamo pa potico tudi domačo? Domača, orehova, rozinova, pa pecivo, vse domače. Pa tudi špeh je taga prašiča, ko ga poznam. Od prašiča, ki ga poznate, aha? Pa je rekel, da vam ga odstopi. Predvidevam, da je tudi vino domače. Tudi, to je pa podvrški rizling iz Podvrha pri Braslovčah. Super. Jaz mislim, dragi moji, da si Braslovčanke zaslužijo en velik aplavz za vse to. Ja, preden se spet z glasbo preselimo v Braslovče, pa bomo sedaj prisluhnili mladi pevki, ki jo boste kmalu videli tudi nekje drugje, no kje naj to zaenkrat še ostane skrivnost. Stara je komaj 13 let in njen operni glas marsikoga preseneti. Zapela pa nam bo v živo znano pesmico in z velikim veseljem pozdravljam na odru Sandro Harp.
Vzemi cvet v roko, ne sprašuj, kako bom brez tebe. Daj ga na prsi svoje, naj spomin ti bo na mene. Boj beli cvet, boj daljni svet, daj vrni se, moj Bogi spet. Zavedno se boje, življenja tvoje je, zavezel ga blizu morja še, ne čakam te, še čakam te. Moj beli česar več ni, le privici mi iz daljnih dni. Oj, beli cvet, oj, daljni svet, daj vrni se, moj Bogi spet. Zavedno se boje, življenja tvoje je, zavezel ga blizu morja še, jaz čakam te. Moj beli zavedno se boje, življenja tvoje je, zavezel ga blizu morja še, jaz čakam te. In takole, dragi prijatelji, počasi se zaključuje naša tako rekoč imenovana Braslovška oddaja. In prav je, da naredimo še nekaj glasbe v živo. Ste za to? Super! Imamo tudi harmonikarja, ki ga v Braslovčah zelo dobro poznajo, ampak kaj več pa boš povedala ti? Ja, Mitja, to je 13-letni fant, ki zelo rad igra harmoniko. Ime bova pa kar skupaj povedala. Jani Leskovšek.
Je takole, počasi se bližamo zaključku. Še enkrat pa, preden se skrajcari dokončno poslovimo in pridejo na oder tudi vsi ostali nastopajoči, pa prisluhnimo prijateljem 6 še in še enkrat se nam predstavljajo. Dobro
Je takole, tole je bila današnja, lahko rečemo, braslovška oddaja, kjer smo spoznali nekatere glasbenike, kulturo in še kaj. Naslednji teden bo prav tako. Zraven glasbenikov iz Vranskega bomo v goste povabili še koga, predvsem pa bomo s sabo prinesli veliko dobre volje. Sedaj pa najprej vabim vse nastopajoče, da pridejo na oder, pred njim pa še krajcare, ki nam bodo takole zaigrali za zaključek naše prve oddaje. Dragi gledalci in gledalke, čez teden dni vas ponovno vabimo v našo družbo, ko se bomo seveda prav tako oglasili iz Spodnje Savinjske doline. Oblekave nore, kar se da čez lis. Kdo pršeki lohka pamet zmiru bi zaris. Za jim pa so še kure pršle je štala čist za neč. Cela mi se grozen živčna, če crknuje kak teč. Cela mi se grozen živčna, če crknuje kak teč. Za ti, čim so nemirnih, saj še svije gratale. Riba festih je uklesla, iz dneva v dan se me jih je. Sirupe pa še tablete, dilamo zdaj zažvadi. Sam še paprika pa murke, bojo žitne za Aldi. Sam še paprika pa murke, bojo žitne za Aldi. Še vreme je čuden, nas bo nadgrisnik, za Božič pa sunce nam sije v brik. Risno od narave, zdaj je teplis, preveč smo se špilali, z juži zaris. Še vreme je čuden, nas bo nadgrisnik, za Božič pa sunce nam sije v brik. Risno od narave, zdaj je teplis, preveč smo se špilali, z juži zaris. Krave tičja gripatori, zdaj modern je. A še kaka žvat je taka, da se žiharijo še je. Ko pa hodim po dvorišu, floki čudno gleda me, zakaj v kočo jo pobriše in straha trise se. Zakaj v kočo jo pobriše in straha trise se. Še vreme je čuden, nas pomlad grisnik, za Božič pa sunce nam sije v brik. Risno od narave, zdaj je teplis, preveč smo se špilali, z juži zaris. Še vreme je čuden, nas pomlad grisnik, za Božič pa sunce nam sije v brik. Risno od narave, zdaj je teplis, preveč smo se špilali, z juži zaris. Preveč smo se špilali, z juži zaris.